neki vodeničen človek je bil pred njim. Jezus je spregovoril ter rekel farizejem in učiteljem postave: ali je dovoljeno v soboto ozdravljati ali ne? Ti pa so molčali. In prijel je bolnika, ga ozdravil in odpustil. Njim pa je rekel: komu izmed vas bo padel osel ali volk v vodnjak, pa ga ne bo izvlekel takoj sobotni dan? In niso mu mogli na to odgovoriti. Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Ko se danes priporočamo svetemu Hubertu, ki je tudi škof, celo apostol Ardenov, to je pokrajina, ki je med Francijo in Belgijo. Hubert je bil plemič. To pomeni, da je bil iz bogatega rodu, starša sta bila visokega družbenega položaja, oče je grob, tako da tudi kot je mama grofica. Rodil se je tukaj točno, niti zgodovine ne vejo, ampak okoli leta 656. Tako da imamo malo v spominu. To je tisti čas, kako obdobje izseljevanja naših prednikov Slovencev na to področje. Takrat je rojstvo Huberta, umrl pa je 30. maja. Letnica je znana 727. Ne rojstni dan, ne njegova smrt, nista bila 3. novembra, ampak Bog je 3. novembra zato, ker so njegove posmrtne ostanke, to so relikvije, prenesli v bolnico v Škofijsko cerkev. In ta prenos njegovih posmrtnih ostankov je tako pomemben dogodek, da je sveti Hubert v koledarju 3. novembra. Gotovo kot sin grofa. Rojen je v Toulouseu v Franciji, lahko bi rekli, da je Francoz, dobra izobrazba, poskrbljeno dobro za življenje in približno star okrog 26 let se je poročil hčerko od nekega grofa. Čeprav v tistem času so bile v takih vodstvenih družinah mnoge poroke tudi dogovorjene, pa se lahko sklepa, da je bila poroka Huberta s svojo ženo zelo globoka, iskrena, močna ljubezen. In ko je Hubertova žena rodila sina, verjetno so bile hude komplikacije in težave. Sin je preživel, žena pa na porodu umrla. In kot mlad oče, moški, gotovo ni mogel skrbeti na pravilen način za svojega sina, ga je verjetno pustil v skrbo tudi kakšni materi, da ga je dobila, tako sam sklepam. In ta smrt žene je Huberta tako prizadela, da se ni malo več srečeval z ljudmi. On ni imel nobenega človeka. Kljub položaju kot plemiča je ostal sam. In ta smrt žene ga je tako spremenila, da je zapustil dvor, ljudi, sorodnike in je šel v gozdove. On je bil od takrat naprej bil res lovec. Čeprav je bil z lovstvom povezan kot plemič, plemiči so bili običajno
živali po gozdovih bile nas plemiče. Ni bilo to državna rastlina, ampak plemiška rastlina. In on je živel odmaknen kot samotar, kot lovec. Krščanstvo, ki ga je prijel iz svoje družine, je pri njem bilo zelo odmakneno. Znano pa je, da je neko leto za Veliki Peter, ko je res čas obhajanja Jezusove smrti, ljudje so se zbirali po cerkvah, še posebej po mestih, on je šel pa na lov. In ko je zasledoval nekega jelena, se je ta jelen obrnil in Hubert zagleda med temi velikimi rogovi križ. Lahko je to izročilo, lahko je to legenda, ampak pri njemu prav na lovu se je moralo zgoditi nekaj izrednega. To je lahko tudi ta pogled na to žival in takrat zasliši glas: Hubert, če ne boš spremenil svojega življenja, boš kmalu končal v peklu. In Hubert vpraša, kaj mi naredi? In glas pravi: pojdi in najdi Lamberta. Lambert je bil pa škof v tistem mestu, katera škofija je bila tudi v lasti, kot škof tudi te gozdov. In tako je on šel k svojemu škofu, kot plemič, škof in grof, ko so bili približno enakega družbenega razreda, je bil takoj sprejet, razmišljal o svojem življenju. Takrat je šel v svojo odmenost. Začel je študirati teologijo, pa je bil že izobražen kot plemič. Začel je razdavati svoje premoženje kot mladi grof, revežem in siromakom in se odločil, da postane duhovnik. Kasneje je bil tudi zelo znan pridigar in na koncu so ga izbrali za škofa. Sveti Hubert ima neko podobnost z našim škofom Antonom Martinom Slomškom. Ko je Anton Martin Slomšek postal škof, je prenesel škofijo iz Šentandrža v Maribor, v našo domovino. Ko je postal sveti Hubert škof, je bil najprej škof v Maastrichtu, potem pa je prestavil škofijo v Liež. To je eno mesto v Belgiji, takrat je bila to majhna vasica. In zaradi prenosa škofije v Liež postal je prvi škof tega mesta v Belgiji. Je to mesto danes kar dosti pomembno. Verjetno je bil naslednik svetega Huberta, škof v Liežu, prav njegov sin, ker njegov sin, ki je preživel in je dobro vzgojo, je tudi postal duhovnik in posvečen za škofa. Ne poznam nobenega drugega primera, da bi v isti škofiji bila oče in sin oba škofa. Oče kot udovec, prvi škof in verjetno sin kot njegov naslednik. Pa še ena posebnost, to je pa malo povezano z našo župnijo. Poznamo recimo 4 evangeliste. Bilo fajn, če jih znate našteti. Testo v Svetem pismu so zapisali. To se boste učili potem, ko bo konec počitnic. Poznamo 4 velike cerkvene učitelje. V Porenju, to je pa reka Ren in tista pokrajina se reče Porenje, to je zahodna Nemčija, pa poznajo 4 svete maršale. Zdaj maršal zgodb deluje tako vojaško, ne se ustraši. Pač ta naziv
sveti Anton Puščanik, zavetnik naše cerkve, naše župnije. Do današnjega dneva, dokaj nisem malo zgodovine šel, nisem vedel to povezavo med svetim Hubertom in naše župnije, ki je zavetnik sveti Anton Puščanik. Štirje sveti maršali, sveti Hubert, sveti Kiril, sveti Kornelij in sveti Anton Puščanik. Kakšne velike svetnike imamo, kakšne priprošnike. Ne samo današnji dan, tudi vas, lovce, vabim, da se večkrat priporočate svetemu Hubertu. To je res velik svetnik, z veliko življenjsko preizkušnjo in z močnim zgledom tudi za danes. No, tudi birmanci in birmanke se lahko priporočate svetemu Hubertu in to za pravo spoznanje in prave odločitve v življenju. Dragi in sestre, v svoji dobroti kaže Jezus svojo naklonjenost do ubogih, bolnih in potrebnih pomoči. Z zaupanjem mu izročimo svoje prošnje. Spremljaj poznanjevalce Evangelija, da bo vsak dan bolj rasla njihova ljubezen do tebe in ljudi. Prosimo, da uslišiš nas. Opogumi oblastnike, da bodo kljub težavam delovali za blago ljudi. Prosimo, da uslišiš nas. Blagoslavljaj naše rojake po svetu, da bi ohranili ljubezen do domovine in vere Brata. Prosimo, da uslišiš nas. Navdikuj katehete in vzgojitelje, da bodo otroke in mladino vzgajali v duhu blagega. Prosimo, da uslišiš nas. Izkaži usmiljenje bratom in sestram, ki so odšli od nas in jih daj gledati svoje obličje. Prosimo, da uslišiš nas. Gospod Jezus, svoje prošnje ti prinašamo v upanju, da nas boš uslišal, ki živiš in kraljuješ